Najlepših stvari ne moremo videti ali prijeti, lahko jih občutimo v svojem srcu. To je tak lep začetek dneva, ko si lahko naštimaš kavico v en tak lep lonček, kjer ima spodbudno misel. In danes bomo v bistvu rabili spodbudne misli, ker je tema današnjega kofetkanja negotovost. Se pravi, običajno je to negotovost pred prihodnostjo ali pa kakršnakoli drugačna negotovost. To je ena stvar, ki se zdajle tudi zelo močno pojavlja. Namreč situacija, ki jo je prinesla naša koronca, je povzročila, da je zelo veliko ljudi padlo, bom rekla, v te občutke negotovosti zaradi zaposlitve, zaradi dela, zaradi pač mnogih zadev. Kaj bo prineslo? Vse se je nekako spremenili, a bomo zdaj to kar v bistvu v nedogled, do kdaj bo treba maske nositi. V glavnem, cel kup teh stvari, ki niso gotove, glede prihodnosti, ustvarja ta občutek negotovosti. Retrogradno gibanje se obrača oziroma se je že obrnil in cel kup je, se pravi, ta veliki planeti, Saturn je retrograden, Jupiter je retrograd, mislim, da Neptun, Pluton, v glavnem, veliko retrogradnih planetov nas obrača navznoter, kar je v bistvu ful dobro. Ful dobro je pa zato, ker imamo tle največ dela. Tako da nam pomagajo, da res prečistimo, da res naredimo tiste notranje premike, ki so potrebni, zato da bomo lahko šli naprej v tisto, česar ne poznamo. In to je največji problem pri negotovosti, neznano. Se pravi, ko približno vemo, kam se premikamo, potem nekako lažje damo to skozi. Ko pa ne vemo, kam gremo, ko je cel kup enih stvari, ki navidezno izgledajo, da nanje nimamo vpliva, takrat pa se ti občutki negotovosti lahko zelo močno pojavijo. Pa me zanima, vi, ki zdajle spremljate v živo, ali pa tisti, ki boste gledali posnetek, poznate ta občutek negotovosti? Ste se že kdaj srečali z njim? Ni nujno, da zdaj, lahko je bilo kdaj v preteklosti, ampak samo toliko me zanima, če ste prepoznali oziroma če prepoznate ta feeling, to občutje, kaj se takrat pri vas znotraj dogaja, in bom tudi vesela, če spodaj pokomentirate oziroma napišete. Jaz bom pa vam tudi zdajle malo več povedala oziroma delila z vami, kako lahko te občutke pravzaprav zmanjšate. Zdaj, minili ne bojo nikoli. To je kar treba povedati, da to ne mine, da se vedno znova pojavlja. In sicer zato, ker naši v bistvu možgani potrebujejo predvidljivost. Predvidljivost pa potrebujejo zato, da se vejo priprav, da nam lahko omogočijo preživetje. Se pravi, ker naši možgani še vedno delujejo tako, kot so v kameni dobi. Se pravi, še vedno nas skušajo zaščititi naše preživetje pred nevarnostmi iz okolja. S tem, da pač zdaj to ni več velik medved ali pa, ne vem, sibirski tiger, ampak je to zdaj lahko izguba zaposlitve, lahko je negotovost glede dela, lahko je veza, lahko, se pravi, nek odnos, kam bo to peljalo, kako bo to delovalo. Tudi to je lahko del te negotovosti. Tako da z negotovostjo se pravzaprav srečujemo skozi, oziroma vedno, ko srečamo situacijo, ki jo še ne poznamo, ki jo še ne obvladamo. Stvari, ki jih znamo, ki jih obvladamo, s katerimi smo se v preteklosti že soočali, zanje že imamo recept. In ta recept v bistvu potegnemo iz arhiva ven, ko se ponovno srečamo s takšno zadevo. Če pa tega recepta nimamo, takrat pa sprožijo naši možgani vse alarme, zato ker nas ne znajo zaščititi. In to je v bistvu nekaj, kar nam drugače omogoča previdnost. Se pravi, ko predstavljate si, da greste na nek
čist nov teritorij, kjer še nikoli niste bili, kjer ne poznate rastlinja, kjer ne poznate živali, kjer ne poznate terena, ne. Veliko bolj previdno se boste tazga terena lotili in veliko bolj oprezni boste, pozorni boste, kot pa takrat, ko vam je teren poznan. In točno to, ko vi pridete v situacijo, ki ne zgleda fajn, ki zgleda zelo nevarno, takrat se sprožijo te preživetveni mehanizmi, ki vam preko strahu sporočajo, pazi, previdno, tega nimam še v svojem tem, ne vem, kaj bom, nimam rešitev, ne. To vam sporočajo vaši možgani. Zdaj, ker se mi najbolj odzivamo seveda na čustva, potem takšne misli sprožijo strahove. In strahovi, v strahovih se znamo pa zelo hitro zaciklati. In ko se zacikljamo v strahovih, potem začnejo nastajati razni scenariji. Zdaj, pri nas danes delajo fasado in to ravno v tem nadstropju, tako da bo verjetno kakšen ropot vmes, kakšno vrtanje ali kaj takega. Žal na to nimam vpliva, ne morem reči, nehajte delati, jaz imam live. V glavnem, ko se srečate z negotovostjo, je to opozorilo vaših možganov, da ali nimajo še načrta, nimajo recepta, ne poznajo situacije, ali pa nekaj iz preteklosti, s čimer niste bili zadovoljni in ni bil prijeten rezultat, projicirate v prihodnost. Dejstvo pa je, da nikoli ne moramo natančno vedeti, kaj se bo zgodilo. Čeprav bi radi, mi rabimo ta zagotovila, rabimo v bistvu biti pomirjeni, da bo vse v redu, da se ne bo nič zgodilo, da bomo preživeli, In zaradi tega veliko ljudi potem posega po raznih orodjih, tehnikah, obiskuje jasnovidke, takšne in drugačne, ker želijo zagotovila, kaj se bo zgodilo, zato da se izognejo svojim neprijetnim občutkom. Mi bomo pa danes pogledali, kako se lahko izognete neprijetnim občutkom glede negotovosti oziroma glede prihodnosti, preko tega, da samo sami sebe pogledate, malo zanalizirate in se par stvari vprašate. Tudi tako je. Negotovost ni vedno enaka, tudi zaradi tega, ker na določenih področjih ste bolj suvereni, imate več samozavesti kot na drugih. Se pravi, ko na enem področju pravzaprav imate veliko znanja, imate veščine, imate izkušnje, stvari obvladate, takrat je avtomatsko negotovost manjša, ko se soočite z nečem novim. Se pravi, pa bom dala kar moj primer. Se pravi, ko sem jaz delala še v kadrovski, 10 let sem tam gradila svojo kariero, se jaz nisem ustrašila pravzaprav nobene niti ponudbe, niti nobenega delovnega mesta z tega področja, zato ker sem vedela, da obvladam, so določene stvari, ki se jih pač še nauči in to je to. Če bi šla jaz takrat v marketing, bi me skrbelo, bi me bilo strah. Bi se sprašvala, a bom jaz to zmogla, a ne bo, kako bo, ali kaj bo, kako, ker bi mogla toliko več stvari naučiti, ker bi mogla toliko več enih znanj osvojiti in enih veščin, ki še niso bile v mojem arzenalu. In to je, recimo, se pravi, če bi menjala takrat službo, oziroma ko sem menjala službo, lahko tudi rečem, in sem šla iz kadrovske v kadrovsko, to ni bil big deal, razen to, da pač je bilo okolje novo, so bile novi ljudje, nove specifike, ampak v osnovi delo je enako. Če pa bi šla takrat v nekaj, česar ne obvladam, kar ni moje področje, bi pa zagotovo se bolj soočila s to negotovostjo, bom jaz tam sploh uspela, a mi bo ratalo, več teh vprašanj bi bilo prisotnih. Tako da en način, kako pravzaprav se soočiti z negotovostjo glede prihodnosti,
je, da pravzaprav ste radovedni. Da ste radovedni vedno in sprot, da vas stvari zanimajo oziroma da se zanimate za stvari, da dovolite, da vas življenje podpre tudi na ta način, da vam pripelje določene priložnosti, ki niso tako grozne, ki niso tako velike, pa jih zagrabite, izkoristite za to, da vadite to, kaj se lahko zgodi, ko pride neka večja sprememba. Zdaj, v času sprememb je negotovosti zagotovo več, kot takrat, ko vse teče po ustaljenih tirih. Zdaj, recimo, kar ene par vas je pisalo, da imate zdaj situacijo, ko ne veste, kaj bo z vašo zaposlitvijo, ali pa menjate celo zaposlitev, začenjate nekaj novega in ne veste, ali boste dovolj sposobni ali ne. In tukaj je ta del, ki sem prej rekla, več kot o nečem veste, bolj kot v bistvu ste pripravljeni biti radovedni, kaj se lahko novega naučite tudi, s tem zmanjšujete to negotovost, ker s tem pravzaprav vi se oprete na tisto, kar že veste, kar že poznate in svojim lastnim možganom sporočite, vse bo v redu, imaš tole, imaš uno, nikoli pa itak ne moramo vedeti vsega. In en velik problem pri negotovosti oziroma pri tem, zakaj se ljudje težko novih stvari lotevajo, zakaj se težko soočajo s spremembami, je strah pred neuspehom. Se pravi, strah, da vam ne bo uspelo, da boste propadli, da se bo nekaj groznega zgodilo, da enostavno ta strah pred neuspehom je tisti, ki vas lahko zelo, zelo močno blokira, in se potem rajš ne lotite ničesar novega, kakor da bi se spustili v učni proces. In jaz pravim, da to, da nas je strah neuspeha, je v bistvu posledica tega, da mislimo, da moramo vedeti vse, mislimo, da moramo znati vse, mislimo, da moramo biti popolni, da se lahko nečesa lotimo, in je to, bom rekla, ena največjih aroganc, ki jih lahko imamo. Namreč, ko sprejmemo, da se v bistvu celo življenje učimo, ko sprejmete, da nikoli se ne bo zaključilo to obdobje učenja, spoznavanja novih stvari, da bojo vedno neke nove zadeve, ki bojo prišle in s katerimi se bomo soočali, takrat potem je treba tudi priznati, da ne rabimo niti vedeti vsega, da se sproti lahko naučimo tisto, kar potrebujemo, in da ne rabimo biti popolni, ker ta popolnost je ena zelo problematična zadeva, ker ne obstaja. Tako da tukaj se je treba čim prej soočati s tem, da pač nismo popolni in ne vemo vsega, in dajmo se učiti, dajmo v bistvu z zanimanjem jeti skozi življenje, kaj nam bo prineslo. Ker potem postane to, bom rekla, veliko večja dogodivščina, pustolovščina, nek izziv, kaj bo pa zdaj, negotovost nam lahko pomaga ohraniti pozornost, v tem smislu, da ne popustijo vse naše obrambe, se lahko čeva, karkoli že bo, ampak da smo pozorni, da opazujemo okolico, da smo zavestni tukaj in zdaj, kaj rabim vedeti, kaj potrebujem, kaj mi še manjka, kje je treba še kaj narediti, hkrati pa ta radovednost, ki pravi, wow, nekaj novega se učim, nekaj dodajam v svoj arzenal izkušenj. In ta pristop vam lahko pomaga zmanjšati negotovost. Tudi glede zaposlitve. Kaj pa, če ostanem brez zaposlitve? Kaj pa potem? Katera znanja sploh imam, katere veščine imam? In če jih imam premalo, kaj lahko naredim, da jih nadgradim, da jih dopolnim, da dodatno nekaj dam od sebe. Bom tako rekla, glede na to, da sem bila 10 let v kadrovski, tudi takrat, ko je bila tista kriza leta 2008,
Meni ne more noben prodajati, da ni možnosti, da ni priložnosti, da ni novih delovnih mest. So, samo če vi niste kvalificirani zanje, zato ker se zadnjih 10 let niste premaknili iz cone udobja in naučili ničesar novega in niste dodali k svojim veščinam ničesar novega in se ne znate potruditi in hodite v službo samo za tisto plačo, ki jo dobite, ja, pa ne bo službe. Tako da, a veste, ta drive notranji, ta radovednost, to, da v bistvu se odprete zadevam, vam velikrat dvigne vibracijo dovolj, da vi pravzaprav sploh čisto na drugi ravni iščete potem zaposlitev ali pa karkoli tasga. Tako da na ta način potem evo Zdenka sporoča s 3 deteljicami ali pa je to zamik v telih komentarjih. Jutro tudi zanajdi. V glavnem, ko delate pregled tega, kaj vas čaka v prihodnosti, dajte vklopiti radovednost. Zato, ker radovednost je tista, ki je gnala tudi zgodnje raziskovalce, da so šli v džunglo in se soočali z vsem, kar je prišlo z džunglo. Radovednost je tista, ki je gnala Krištofa Kolumba čez morje, a bo odkril Indijo na drugo stran. Radovednost je tista, ki vam pomaga, da pravzaprav se s čisto drugo energijo lotite stvari. Ne ono strah, a bom lahko, ne, ampak radovednost, kaj se bom pa novega naučila, kaj bom pa novega zvedla, kaj bo pa novega, wow. Tako je drugo. Dajte probati pri sebi to pomisliti na jutrišnji dan, ker itak ne veste, kaj vas čaka, in greste s tem, joj, se ne vem, kaj bo, a bo on to naredil, bo on to, pa nimam vpliva na to, pa ne znam tega, pa ne morem unga, pa ne. Ali pa če greste, kaj mi bo pa jutri prinesel, kaj mi bo danes prinesel, kaj se bo danes popoldne zgodilo, pojma nimam, ampak ziher bo dober. Ali pa ena nova izkušnja bo, nekaj, v bistvu, kar vam pomaga to okolbr. Zdaj seveda, vedno so tukaj esence, ki vam lahko pomagajo. In boraga je esenca, ki pomaga, da v bistvu presežete ta strah pred neuspehom, da najdete znotraj sebe moč, da sledite svojemu srcu in temu, kar vas kliče. Boraga je tudi tista, ki pomaga onega notranjega kritika malo umiriti pa reči, saj je vse v redu. Malo srčne moči in tako. Je tisto, kar spodbudi boraga. Da vam pogum, da se soočite z temi stvarmi, ki so mogoče strašljive. Tako da boraga je recimo za to, kar se danes pogovarjamo, super esenca, ker esence kot take, samo za negotovost, jaz še nisem srečala, ker je negotovost vedno posledica različnih stvari, od strahov pred do projekcij iz preteklosti, takšne zadeve. Tako da, boraga. Potem, če imate pa težavo v bistvu z tem, da težko, pravzaprav ste preveč resni, težko pridete do veselja, težko pridete do tega, da bi sploh dvignili svojo vibracijo. Kamilica je tista, ki vam pomaga, da pridete do občutkov sreče, veselja, nečesa novega in s tem tudi v bistvu dvignete toliko svojo vibracijo, da vas dvigne nad strahove. Tako da kombinacija borage pa kamilice v tem primeru je tista, ki vam lahko pomaga, da se soočite s tem, kar vam prinaša prihodnost, pa jo niti ne poznate. Zdaj še en zelo močen v bistvu način, da tako rečem, da se soočite s tem, kar vam prinaša prihodnost, oziroma da se pripravite, je najslabši možni scenarij. Se pravi,
tudi v poslovnem svetu vedno je v bistvu worst case scenario. Se tudi dela, ko se predvideva določene stvari, kaj gre vse lahko narobe, oziroma kaj, če gre karkoli narobe. To pa pomeni, da se pripravite na tisto, česar vas je najbolj strah. Se pravi, česa vas je najbolj strah. In kaj, če se točno to zgodi? Postavite se v to situacijo. To ne pomeni, da jo kličete, ampak da se v bistvu s temi občutki, ki pridejo ob tem, soočite, s temi čustvi, se soočite takrat, ko je to varno. Se pravi, če sem jaz tlele v sobi na varnem in se dam v situacijo, kjer vem, da me je strah, ali pa kjer skušam ugotoviti, česa me je zares strah, tako bom rekla, možgani ne ločijo med fiktivno pa realno izkušnjo. Kar pomeni, da jaz, ko začnem o tem razmišljati, se bo tudi moje telo odzvalo in se bojo moja čustva odzvala in se bojo v bistvu te neprijetne energije ali pa neprijetna čustva pojavila. In jih jaz lahko zdaj, ker hkrati pa vem, da sem tlele na varnem, da se še nič ni zgodilo, da še vedno imam, kar imam, da ni še prišlo do tega, se lahko s tem varno soočim. Se pravi, ko jaz recimo grem v svoj strah, jaz temu rečem, greš v tisto, ali pa greš v osamljenost, ali pa greš v tisto, kar je običajno neprijetno, in si dovoliš to začutiti, takrat pravzaprav pridejo in informacije, pridejo in vtisi, pridejo vse stvari, ki ti pomagajo, da to lahko transformiraš. In takrat to transformiraš in ko greš v svoj strah, pa rečeš, kaj je najhujše, kar se lahko zgodi? Ja, res ostanem brez zaposlitve. Ampak kaj je najhujše pri tem, da ostanem brez zaposlitve? A je to, da ne bom imela za denarja, za ulonc dati nič? Se pravi, a sem upravičena do nadomestila za brezposelnost? Se pravi, pol ne bo takoj brez denarja, se pravi, je še možnost. Kaj je tisto, kar mogoče je že zdaj na voljo, pa malo okoli pogledam, pa se zazihram, pa mogoče že zdaj kaj najdem, še preden oni meni sporočijo, to tudi velikrat ljudje delajo, da v bistvu negotovost z neko akcijo, z nekim delovanjem, bom jaz prej to naredil, preden se bo to zgodilo. Kako premagati negotovost, se pravilno odločiti, ali bivšemu partnerju dati novo možnost ali jo dati drugemu partnerju. Sprašuje Viktorija. V partnerstvu, se pravi, samo da dokončam tole z zaposlitvijo, se pravi, pri zaposlitvi je veliko bolj, kaj obstaja v tem območju, kjer sem. A je mogoče kaj, ki se ne upam lotiti že ne vem koliko časa, pa znam, pa je moj talent, pa se tega ne upam lotiti, ali pa nimam časa, ali pa tako, pa me to lahko v nekem prehodnem obdobju reši. A je kaj na tem področju, kar je? A poznam ljudi, ki v bistvu poznajo ljudi, ki zaposlujejo, Se pravi, prej že lahko vklopite vse senzorje in radarje in se začnete, rekla, sploh malo zanimati, kaj se dogaja trenutno zunaj v svetu, na tem področju. Pa imamo pa partnerstvo. Partnerstvo, je eno področje, kjer si pa spet želimo zagotovilo. Spet želimo zagotovilo, da bo nekaj laufalo, da bomo srečni, da bomo veseli. Zdaj pa, ko v bistvu smo v partnerstvu, je cel kup enih potreb, ki jih sami ali ne znamo zadovoljiti, ali ne vemo, da jih lahko zadovoljimo in pričakujemo, da jih bo partner zadovoljil. In zdaj, če ta partner odide, kdo bo potem zadovoljil to mojo potrebo? Se pravi, je ta strah, da moje potrebe ne bodo zadovoljene. Se pravi, kaj so tiste potrebe, ki jih želim zadovoljiti? In ali je ta potreba vezana točno in izključno samo na to osebo, ali je v bistvu ta potreba nekaj, kar mi lahko prinese
kdorkoli. Ne? Kako si jo lahko zagotovim sama. Se pravi, česa me je strah, če to partnerstvo ne uspe. Jaz se spomnim z enim partnerjem, ki smo bili skupaj, in ko je bila situacija že tako, sem ugotovila, da mene ni strah, da bo on šel. Mene ni strah, da bom njega zgubila. Mene je bilo takrat groza soočati se sama s sabo in še eno neuspelo zvezo. Ker je bilo, a sem jaz sploh sposobna imeti partnersko zvezo, ali vsaka partnerska zveza kar razpade in jo ne bom nikoli imela in tako. In v bistvu sploh ni bilo vezano na njega, ampak je bilo na moj strah vezano. Tako da vedno je treba pogledati sebe, kaj je tisto. In tle odločitve so vedno pač povezane s tem, kaj se znotraj sebe odločimo, da smo pripravljeni. Če je neka veza že obstajala, pa je vsa situacija pripeljala toliko daleč, da enostavno to ne gre več skupaj, ali sta oba pripravljena na to, da pač veza razpade in da si poiščeta neko novo vezo, ali v bistvu je na drugi strani želja, da se to obdrži, pa lahko skupaj kaj naredita. Treba je vedno pogledati, v bistvu, kaj nam je na voljo. In prevečkrat v vezah se seveda prevečkrat čustveno odločamo, ker premalo v bistvu ljudje še vedno premalo delamo na čustvih. Tudi jaz. Še vedno delam na čustvih, še vedno se soočam z nekimi globokimi zadevami. Ker smo toliko multidimenzionalni, ker smo toliko kompleksni. Tako da in vse te situacije v bistvu ustvarimo sami, kreiramo sami, zato da pravzaprav pridemo do tega, da lahko nekaj razrešimo, da pridemo do določene izkušnje. Tle ne gre za to, a se v bistvu jaz odločam dobro, a se odločam slabo, ampak ali za odločitve, ki jih sprejemam, prevzemam odgovornost. Se pravi, če se jaz odločam, da pač želim ostati z partnerjem, s katerim sem že bila skupaj, ali pa pač ohraniti zvezo, pa da se bom še potrudila. Ampak potem v bistvu ne smem upati, da zdaj bo pa vse drugače, ker verjetno ne bo. To si je težko priznati. Hkrati pa, če se odločam, da to zvezo prekinem, pa rečem, čakam na nekaj novega, da tudi za to prevzamem odgovornost, pa rečem, zavestno sem šla v to, ker sem verjela, da je nekaj boljšega. Drugače za iskrenost v odnosih, bela vrtnica. Iskrenost do sebe, bela vrtnica. Mislim, tukaj je to res carica. Tako da bela vrtnica, da se sami sabo zmenimo, kaj nam je pomembno, da smo iskreni najprej do sebe, ker potem bomo iskreni tudi do partnerja in lažje se bo odločati. Tako da zdaj, se pravi, pri vseh teh zadevah je fajn imeti še tudi to povezavo z višjim jazom, to je pa tale rožnati slak. Tako da tisti, ki imate svoje kompletke, rožnati slak, lahko kombinirate in prej s tem, kar sem rekla, boraga in kamilica, pa dajte še rožnati slak zraven, zato da dobite lepo, bom rekla, povezavo z višjim jazom, ampak pa morate poslušati impulze, ki pridejo. Bela vrtnica pa rožnati slak skupaj tudi ful lepo sedeta, tudi lepo sedeta skupaj. Se pravi, negotovost eno je, kot sem omenila, strah pred neuspehom, se pravi, to je pol boraga, kar bom rekla, sploh če imate dlje časa težave z tem, potem je to, kar bom rekla, treba en čas imati, ne gre v 14 dneh stran, razen če zraven še res delate, coaching ali kakšne druge tehnike, terapije, tapkanje, karkoli. Fajn pri esencah, jaz ne vem, kako se pri vas tole slišam, ampak vrtajo v beton. Pri esencah je tako, da stvari, ki so akutne, se pravi, ki hitro nastanejo, se lahko tudi hitro pomirijo, stvari, ki trajajo dlje časa, je pa tudi potrebno esence imeti dlje časa.
Naslednji teden, naslednji četrtek ob 9. spet ena tema. Če mi boste kaj napisali, kakšno vprašanje ali kaj takega, bom vesela in bom lahko na to temo naredila. V glavnem, par dni prej pride katera tema bo pokrita. Pa dajte mogoče te informacije še deliti, ker lahko še komu pridejo prav. In pa dajte zaupati vase, no. Dajte začeti že zaupati vase, dajte si dovolj, dajte si upati, dajte, ne vem, Borago naročiti na 3x2 za dušo.si, zato da v bistvu dobite to moč, da dobite ta pogum, da nehate kritizirati sebe, da v bistvu tisto, kar so vas tudi drugi kritizirali, malo zbrišete. Zraven pa, kot sem omenila, če date še rožnati slak, vas poveže še z višjim jazom, če date kamelico, dobite še več veselja, da se vam živci malo pomirijo, ne. Tako da podpora, ki jo lahko dobite, je na voljo. To je to, vidimo se naslednji teden. Čau, čau.